Napake niso nič hudega, če jih le znamo popraviti. Obe ekipi boste imeli 15 sekund časa, da odpravita pomote v 3 trditvah. Vsak pravilni popravek vam prinaša 5 točk. Začenjamo z literaturo. Ivan Cankar se je rodil v hiši na Klancu na Muljavi. Na Klancu pa je tudi naslov njegovega najpomembnejšega romana, s katerim je postavil spomenik svoji materi. Prosim za popravke. Kar hitro ste napisali oba odgovora, poglejmo, kakšna sta. Vrhniki in vrhniki. Ja, seveda, tale popravek je absolutno pravilen. Ja, Ivan Cankar se je seveda rodil na Vrhniki, ne na Muljavi. Tam se je rodil Josip Jurčič. Gremo kar na naslednjo trditev. Tale bo šolska. Slovenski osnovnošolci v 5. in 9. razredu v okviru nacionalnega preverjanja znanja opravljajo preizkus iz materinščine in matematike, pa tudi tujega jezika. Tukaj vam bodo verjetno pomagali vaši najmlajši člani ali pa najstarejši. Poglejmo vaša odgovora. 6. in 6. Ja, seveda, ta odgovor bo absolutno pravilen. Ja, seveda, ta preizkus se ne opravlja v 5., ampak v 6. razredu. Zdaj pa se nam bodo malo pocedile sline. Dunajski zrezek ima bogato tradicijo pripravljanje iz telečjega mesa, ki ga najprej povaljamo v moki, nato v razžvrkljanem jajcu in nazadnje v zdrobu. Nova Gorica je še hitro napisala svoj odgovor. Poglejmo, kaj ste napisali. V drobtinah in drobtinah. Ja, seveda bosta oba odgovora pravilna. Ja, Dunajca ne povaljamo v zdrobu, pač pa v drobtinah. Dunajski zrezek sicer ravno ni božična jed, zato ima svoj praznik, in sicer 9. september. Mogoče bo tudi to kdaj dela prost dan.